Danes malo drugače. Zakaj? Kakor vidite enkrat folijo okoli mene in to pomeni samo eno. Čeča bo lakirala. Kaj bom lakirala? Imam en primer nape za v kuhinjo in je ne dobimo v taki barvi, kakor bi mi želeli, zato bom jaz to danes malo priredila. Če bi radi pobarvali napo pri sebi doma, sledite temu postopku in rezultat je zagotovljen. Prvi korak, preden karkoli polakiramo, je ta, da površino očistimo. V tem primeru je napa bila nova, tako da čistiti dosti ne rabim. Masni madeži so naš sovražnik, kadar lakiramo, tako da če imate masne madeže, se jih je treba znebiti. Drugi korak, preden začnemo lakirati, je tu, da zaščitimo vse dele, za katere ne želimo, da so pobarvani. V tem mojem primeru, kot ste že videli, sem spodnji del, se pravi, zaščitila, tle pride po tista mrežica za napo. Zgornji del, kjer želim, da je polakiran, je seveda prost. In zgoraj sem samo malo zaščitila tu kablovje, zato ker itak tle gor pride pol naknadno še maska. In sicer masko bom tudi lakirala. Evo, maska se potem usede tako, se bo lepo montiralo noter. Zdaj pa pojmo kar v akcijo. Kaj bomo rabili od orodja? To, ker bomo rabili kompresor in pa pištolo za nanašanje barv. Uporabljala bom pa poliuretansko dvokomponentno barvo. Gre za profesionalni lak, ki ga mešamo na gramski tehnici. Miks je sestavljen iz poliuretanske barve, trdilca ter razredčila. Pazite, da res dobro premešate komponente. Tokrat sem nastavek za razpihovanje v sekundi nadomestila s pištolo. Nalila barvo v lonček in akcija! Če se prvič soočate s takim načinom lakiranja, vam svetujem, da najprej poskusite lakirati na površini, ker se lahko malo poigraste. Pištolo spustim, ko se v lakirani liniji konča obdelovana površina. Ne samo, da pištolo spustim, ampak jo tudi malce zavijem stran od te površine. Zakaj? Zato, da se mi na robovih ne nabira preveč laka, ker če se prenabira preveč laka, je velika verjetnost, da se bo tam barva pocedila. Potem dobimo jokajoči se izdelek in to ni okej. Potrebno si je tudi prilagoditi pištolo. Moč in količina zraka, ki ga reguliramo, omogoča, da pištola skozi sebe spusti večjo količino barve. Torej, bolj ko je pištola zaprta, bolj bomo dobili teksturno barvanje s pikcami. Bolj ko je odprta, več barve bo šlo skozi njo in s tem velika verjetnost, da se bo izdelek na koncu jokal. Dobiti moramo zlato sredino oziroma odpreti zapreti pištolo tako, da je prilagojena na moč samega kompresorja. Evo me, tle vmes sem. Evo, napo sem uspešno polakirala. Tu je zdaj stalo celo noč. Sem prišla prekontrolirati, če je vse tako, kakor mora biti. In bom zdaj tu že počasi začela tudi v bistvu odmikati zaščito, ta lepilni trak in pa folijo dol. Tle sem že nekaj malha povlekla, ker nisem mogla v bistvu čakati. Sem bila zelo neučakana. Evo. In kaj je zelo pomembno? Če boste dobro zaščitili, boste tudi dobili lepe polakirane linije. Tako da definitivno ne zanemarjati postopka zaščite. Pri tem morate biti res zelo natančni. Bolj natančni, ko boste, v bistvu boljši rezultat boste imeli. Zakaj? Zato, ker polk odstraniš lepilni trak, ni slabe volje in tle smo tako zavili in tu gre po strani. Ta napa ne bo za hmeni domov, ampak je za v bistvu eno stranko, je za eno prenovo in bo šla zdaj se spakirati in pa direkt v Ljubljano. Tam jo bomo montirali. Če vas zanima, kakšen je pol končni rezultat, ostanite z mano.